Pozdravljeni in dobro jutro v tejle čudoviti meditaciji, ki jo bomo danes naredili za transformacijo slovenske srčne energije in to na kolektivnem nivoju. Pa bomo odprli svoje srce in pogledali, kaj se dogaja na tistih nivojih preteklosti, ki so zapisani v slovenski eterični zgodovini in eteričnem polju Slovenije in vplivajo na nas. Ko imamo semena, ki jih želimo sejati, moramo najprej pripraviti zemljo, na katero želimo to sejati. Brez tega žal potem semena ne morejo vzkliti, ne. In točno to delamo. Malo bomo popleli tole našo slovensko njivo, zato da bomo pripravili zemljo za prihodnost. So se zdajle pravzaprav z vso to situacijo okoli tele epidemije začele sprožati različne pobude. Ljudje smo se začeli bolj povezovati s skupnim namenom, kakršenkoli že pač je, in eden izmed njih je bil tudi Glas Slovenk in tam se je zbrala ena taka čudovita skupnost žensk, moških, ki želijo v bistvu več srčnosti tudi v Sloveniji. Takrat se mi je potem utrnila ta ideja oziroma sem dobila ta navdih, da dajmo, saj nas je toliko, ke meditiramo, saj nas je že toliko, ki v bistvu delamo nekaj na sebi, dajmo se skupaj povezati in transformirati tudi ta del, zato da bomo lahko naprej delali, ker drugače lahko manifestiramo, pa če kolektivna energija ne podpira te naše manifestacije, imamo potem težave. Bomo počasi kar začeli, zato da evo 9 pa 11 kaže pri meni, 9 je je zaključek nečesa, 11 je portal vstop v nekaj novega, tako da začnimo. In vas povabim, da se udobno namestite, da naredite en globok vdih in izdih, da zaprete svoje oči in preklopite na svoje notranje zaznave, na svoje notranje delovanje. In z vsakim vdihom, ki ga naredite, se potopite globlje vase, globlje v svojo notranjost in z vsakim izdihom izdihnete vse tisto, česar ne potrebujete več. In z vsakim vdihom si predstavljate, da vdihnete novo, svežo energijo, polno novih informacij, in z vsakim izdihom ste bolj sproščeni in vse napetosti odhajajo in vsi glasovi, vsi zvoki vam pomagajo, da se sprostite še bolj, da se potopite vase še bolj in da se spustite globoko v svoje srce. In zdaj svojo pozornost usmerite na svoje srce, na svoj srčni prostor. In pomislite na čudovit prizor iz narave, na vse tiste, ki jih imate radi, naj bodo to vaši otroci, starši, partnerji, ljudje, ki so vam blizu, ali pa vaši štirinožni spremljevalci, vaši domači ljubljenčki, ki imajo to moč, da odprejo srce. In dovolite si, da se vaše srce odpre v hvaležnosti za vse te ljudi, za čudovito naravo, ki vam odpira srce, za vse vaše živali,
ali pa tiste, ki vam pomagajo, da se sproži v vas čudovit občutek povezanosti. In ta občutek hvaležnosti, pomešan s kančkom veselja in čudovitih občutkov, naj se razširi čez vaš srčni prostor. In naj se razširi ta hvaležnost čez celotno telo. In zdaj greš lahko še globje v srce in ga odpreš še bolj široko. In svojo pozornost sedaj usmeri navzdol. Predstavljaj si, da lahko pogledaš navzdol skozi vse plasti zemlje, v njeno središče, v samo zavest mame Gaje, v tekoči eterični kristal v njenem središču, ki predstavlja njeno srce, njeno maternico, njeno modrost. In predstavljaj si, da lahko žarek te zavesti, te čudovite svetlobe, zavesti naše mame Gaje potegneš navzgor, vse do svojih podplatov, ker se ta žarek svetlobe začne dvigati skozi tvoje podplate, skozi noge, navzgor, vse do tvoje medenice in napolni tvojo medenico in te poveže s tisto zavestjo in modrostjo zemlje, s spominom na vse, kar se je kdajkoli dogajalo v vsem njenem obstoju. In zaveš se njenih začetkov, ko je bila ogromna masa plinov, ki so se zgoščevali v lavo. In zaveš se, da so milijoni let minili, preden je mama Gaja ustvarila prostor in pogoje za življenje. In spremljaš svojim notranjim pogledom in svojim notranjim doživljanjem v svoji domišljiji proces evolucije, razvoja življenja, vseh tistih enostavnih organizmov, ki so začeli življenje na tem planetu in se razvijali v čedalje bolj kompleksne oblike. In opazuješ, kako se je Gaja oblikovala v čudovit modro-zeleni planet, ki je idealen za življenje, kot ga poznamo. In vidiš, kako so se razvile rastline, rastlinsko kraljestvo in živali, živalsko kraljestvo. In ena izmed njih se je postavila na zadnje noge in vanjo se je naselila višja zavest, ki prihaja
iz izvora, iz središča galaksije, kot iskra življenja, iskra zavesti. In mnogo teh isker, mnogo teh duš je prišlo na ta planet in začelo sobivati z Gajo, z rastlinskim kraljestvom, z mineralnim kraljestvom in predstavlja človeško kraljestvo. In opazuješ, kako daleč nazaj segajo naši spomini, informacije vseh tistih ljudi, ki so v nekem trenutku naselili majhno področje med Jadranskim morjem, Alpami in Panonskimi planjavami. In to območje takrat ni bilo majhno in ni bilo omejeno, a na njem je bila posebna energija. In ta je pritegnila določen tip ljudi, ki so potrebovali točno ta prostor in vse izkušnje, ki jim jih lahko ponudi. In v tem trenutku se ta energija Zemlje, ki prihaja iz središča in je v tvoji medenici, dvigne navzgor do tvojega srca. In začutiš, kako odprtega srca so bili ti ljudje, ki so prišli v ta prostor. In kako čudovito so znali povezovati energije prostora s svojim življenjem. In kako čudovit vrt ljubezni so negovali in pripravljali za prihodnje rodove. In to deželo so posejali s čudovitimi lipami. In to drevo je postalo simbol teh krajev in teh ljudi. Drevo, ki ima srce na vsakem listu, zato da nas spomni, da je srce tisto, ki nas povezuje in skozi katerega se zliva vsa modrost in vse, kar potrebujemo vedeti. In zdaj si predstavljaš, da vstopimo v čudovito dimenzijo, kjer so shranjeni zapisi slovenskega prostora. Vsi tisti zapisi, ki so jih staroverci prenašali naprej iz roda v rod. Vsi tisti zapisi o čudovitem narodu, karantanskih knezih, o vseh tistih, ki so ta prostor znali uporabljati za povezovanje, za sodelovanje, za modre odločitve. In zdaj opazuješ, kako so se skozi čas in prostor stvari začele spreminjati, kako je vibracija začela padati in kako je ta čudovit narod postal samo del nečesa drugega, nekega drugega cesarstva, nekih drugih
kraljev, ki so skozi stoletja vladali in zgolj jemali. In opazuješ, kako so ti ljudje v tem prostoru začeli izgubljati skozi vse ranjenosti, skozi vse tiste bolečine, so začeli pozabljati, kdo so v resnici. In s sočutjem brez obsojanja opazuješ, kot se ti pokaže v tvojem notranjem pogledu in kar vidiš, in z odprtim srcem dovoliš videti vse, kar ti je dano videti, brez obsojanja. In ta zgodba, ta zgodovina, ki pripelje v današnjo sedanjost, vso to razdvojenost, ki jo nekje vidimo, vso to borbo za obstoj, za preživetje, v sebičnost in zavist in vse tisto, kar je značilno za področje srčne čakre, ki je zaprta, zablokirana in nepretočna. In zdaj se v svojem notranjem pogledu ozreš navzgor, visoko v svojo vertikalo, v samo središče galaksije, kjer se nahaja sonce neskončne svetlobe, izvor vsega življenja, izvor tistih iskr življenja, duš, ki so se spustile nekoč na ta planet, in se povežeš s to svetlobo. In si predstavljaš, da se žarek te svetlobe spusti navzdol do tvoje glave in skozi tvojo glavo vstopi v telo ter se spusti navzdol do tvojega srca. In ta svetloba se skozi odprto srce začne zlivati v vso to zgodovino, ki se ti je razkrila, in začne v vseh smereh prostora in časa spreminjati, mehčati, zdraviti in transformirati vse, kar je potrebno, zato da se v sedanjosti lahko srce odpre še bolj polno. Da se zbudijo spomini na velik narod, na srčen narod, na energijo povezovanja in modrosti. In narediš globok vdih čudovite svetlobe in jo izdihneš v vso to zgodovino. In opazuješ, kaj se zgodi, ko se vibracija dvigne, ko se začnejo srčne bolečine in rane zdraviti, ko ljudje ponovno dobijo upanje, ko se srce odpre v sodelovanje in povezovanje in srčnost in sočutje. Opazuješ, kako se ljudje, ki so prej težko garali, zdaj z veseljem lotijo dela. In opazuješ, kako se skozi novo vibracijo, ki so je deležni, začnejo veseliti življenja, začnejo kreativno ustvarjati in ustvarjajo čudovito novo deželo. In še bolj se odpreš vsem čudovitim energijam, ki prihajajo iz izvora galaksije in s čisto belo svetlobo
dvignejo frekvence še bolj navdihnejo, še več veselja in ljubezni in podpore se začne zlivati v to dimenzijo. In vsa ta svetloba in vsa ta energija zdravi, transformira, raztaplja, kar je potrebno in gradi novo vizijo. Omogoča, da vse, kar pride navdihov in idej, pade na plodna tla, podpore in vseh tistih potencialov, ki so ostali neizkoriščeni, ki sedaj dobijo možnost, svetlobni pogon, da zrastejo in vzklijejo. In zdaj si predstavljaš v svojem notranjem pogledu, v svojem notranjem, v tem našem skupnem prostoru, ki ga postavljamo z novimi energijami, kako čudovita prihodnost nas lahko čaka, rodove, ki pridejo za nami, ko cvetijo in rastejo v prostoru podpore, veselja, lahkotnosti, sočutja, ljubezni, radosti. Opazuješ, kako ponosni so lahko ti rodovi, bodo ti rodovi, ker prihajajo iz srčne čakre Evrope, odprtega srca, pretočni, sijoči, radostni, hvaležni. Tvoje srce se še bolj odpre v tej hvaležnosti in še bolj zažari. In s tem pomaga, da se stvari še bolj navibrirajo na čudovite energije, na drugačno zgodbo, polno priložnosti, odprtih možnosti, blaginje, uspeha. Svobodno, brez omejitve, se kreativna energija razliva in odpira in sidra v ta čudovit slovenski prostor. In to je tudi tvoj potencial, tvoj osebni potencial, ki ga sedaj sidraš v vse svoje celice in dovoliš, da energije današnjega dne, da energije tega polja srčnosti in odprtega srca spreminjajo in nadgrajujejo tudi tvoje zapise v celicah. Vse tisto,
česar ti predniki niso mogli predati v tistem drugem dimenzionalnem bivanju, ki ga sedaj spreminjaš in zdraviš in dviguješ njegovo vibracijo. In si hvaležna, ker so zdržali, ker so bili močni, ker so predali naprej vse tisto, kar so zmogli in mogli. In tvoje srce se odpre še bolj. In s ponosom in hvaležnostjo in radostjo se obrneš naprej v prihodnost, v čudovit nov dan, v čudovite nove priložnosti, z zavedanjem vse te podpore, ki jo imaš, ki jo lahko prejmeš, na katero se lahko priklopiš in ti omogoča, da greš v čudovito zlato dobo. In narediš globok vdih in izdih in dovoliš, da se vsa ta energija prelije v vse tvoje celice in vsa tvoja svetlobna vlakna in prežame celotno tvojo energijsko strukturo, celotno tvojo auro in veš, da s to frekvenco, s to vibracijo pomagaš vsem, s katerimi prideš v stik, da se lažje in hitreje priklopijo na to novo realnost, na to novo kolektivno vibracijo, ki je sedaj vnešena v to polje. In veš, da bo prihodnost čudovita, ker jo ustvarjaš prav zdaj v tem trenutku s temi občutki. In narediš še en globok vdih in izdih in se s svojo zavestjo vrneš v svoje fizično telo, začutiš svoje fizično telo, njegovo gostoto in še enkrat se ozreš navzgor v povezavo z središčem galaksije in opaziš, kako se čudovite nove svetlobne kode zlivajo vate, potujejo skozi tvojo kronsko čakro, skozi tvojo glavo, skozi tvoje vrat, ramena do tvojega srca, kjer napolnijo tvoje srce in se nato prelijajo navzdol skozi trup v medenico in tečejo po nogah navzdol skozi podplate v čudovitem žarku, ki sega navzdol in teče vse do središča Zemlje, kjer se združi z zavestjo Mame Gaje. In žarek, ki poteka, ki teče, ki se dviga iz središča Zemljine zavesti, iz središča zavesti Mame Gaje, navzgor, skozi tvoje noge do tvoje medenice, se sedaj dvigne do tvojega srca, ga odpre v hvaležnosti za to zemeljsko izkušnjo in vse izkušnje pred njo in za njo in vseh smereh prostora in časa in se dvigne navzgor skozi ramena, vrat, glavo, ven skozi tvojo kronsko čakro navzgor
vse do središča galaksije, kjer se združi s soncem neskončne svetlobe, z izvorom vsega. In skozi tebe se sedaj pretakata dve čudoviti energiji iz središča galaksije, iz izvora, in zemeljska energija. In tvoje srce je transformator med njima, ki sveti in razširja novo zavest, novo vibracijo, novo prihodnost. In narediš en globok vdih in izdih. In ozavestiš svoje energijsko polje, ki te kot čudovit zlat, milni mehurček oziroma zlato jajce obdaja, zgošča to energijo, polni tvoje celice z novimi informacijami. In zdaj se tvoja zavest še malce bolj skrči notri v telo, pomigaš s prsti na nogah, pa s prsti na rokah, se premakneš v svojem telesu. Narediš še nekaj globokih vdihov in izdihov. In z izdihom, ki ti odgovarja, odpreš oči v ta trenutek, tukaj in zdaj. Upam, da ste nazaj. Tole potovanje je bilo presenetljivo. Vesela bom, če boste napisali, kaj ste videli, kaj se je zgodilo, kaj se je spremenilo skozi tole delovanje. Danes dajte več piti. Zavest tega, da ste sidro za drugačno novo energijo, naj bo z vami, naj bo v vas, dajte jo negovati, dajte dejansko sami sebi reči, sem sidro za drugačno novo zavest. In s tem postanete svetilnik, da tako rečem, za drugačen način delovanja, za drugačne vibracije. In dajte se zavedati, da močnejša vibracija vedno sinhronizira šibkejšo, kar pomeni, da ko ste vi močni v svoji vibraciji, takrat vede, nevede, zavedno, nezavedno drugim pomagate, da se lahko priklopijo in dvignejo svojo vibracijo. Seveda to pomeni, da se veliko nekega čiščenja in spreminjanja in transformacije dogaja. Ampak večkrat, ko bomo tudi, bom rekla, skupinsko naredili takšno meditacijo, se bojo vse te vibracije oziroma informacije na kolektivnem nivoju začele spreminjati veliko bolj intenzivno in tudi drugi bojo dobili dostop do njih, ker mi smo pod vplivom teh kolektivnih vibracij. Nekateri se tega bolj zavedamo, drugi nič. In v bistvu je to en tak lep način, kako lahko pomagamo tudi drugim, ki so v drugačnih, nizkih vibracijah, skozi katere tečejo težki programi preteklosti, da v bistvu s tem, ko mi te dimenzije, bom rekla, transformiramo, se tudi informacije, ki tečejo skozi ljudi, začnejo spreminjati. To ne pomeni, da bo jutri drugače. Tudi pojutrišnjem še ne, ampak na nekaj mesecih, v nekaj letih se pa lahko močno spremeni. Tako da hvala vam srčna, da ste bili v tej meditaciji, da ste del te
pobude, da ste del srčne Slovenije in to naj ne bo samo takrat, ko meditirate, ampak tudi dajte živeti na ta način. Prizadevajte si za radost in veselje in povezovanje z naravo, pojdite kakšno lipo objet, dajte si dovoliti, da ste, bom rekla, hodeča reklama za srčno Slovenijo. Hvala, 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 ne morem drugega reči vsem, ki ste bili zraven, vsem, ki še boste, ki boste še delali to meditacijo. Res je čas, da smo ta sprememba, ki jo želimo, in da aktivno pri tem sodelujemo in delamo na tem. Tako da čudovito lepo nedeljo vam želim. Čau, čau.